Ljudje in ljudine, poslušate 175. epizodo in 6. novoletni specialc podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, obedovali bogato onkraj 12. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus. Igor Harp in Aljoša Hrlamov. Zdaj, ker je Silvestrovo, seveda nimamo gosta, ne moremo se privoščiti, da bi ljudje prišli za Silvestrovo, ker to je kar draga honorarji in nihče ni hotel priti za 5, tako da smo sami. Vidva imata honorar. In današnja epizoda je, kot smo povedali v prejšnji, božični, če ste poslušali božično, posvečena filmu Gremlins iz leta 1984, filmu, ki bo... Po slovensko Gremlini. Tako, Gremlini. Gremlini. Danes imata ful tega, kaj sta imela danes, v prejšnji epizodi. Ja, v prejšnji epizodi. Strupi. Ne, ena stvar mi je bila čudno naglašena. Okay. Tebi. Ta film bo po polnoči praznoval, bo stopil v svojo 40. obletnico, tako kot smo ugotovili že v prejšnjem podcastu za katero Mononoke, ne? Sem rekel, da je 40. Ne, za Nausik. Ste imeli prav. Skratka, če omenjenega filma slučajno še niste pogledali, potem niste bili rojeni v 80-ih. Za vas velja pošteno opozorilo, da bomo... Jaz sem bil rojen v 70-ih. No, ali pa v 70-ih. Se prej velja, ampak zdaj v 80-ih. No. Kot da stari ljudje ne gledajo filmu. Potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njem govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si ga morda najprej poglejte, preden poslušate dalje. Če pa ste film že videli ali pa ga niti ne nameravate gledati, vas pa zanima, kaj bomo o njem povedali mi, pa prisedite na naše letalo in poletimo. Ja, letalo, ker gremo. Maestro, ena režeča. Zakaj znajo ti tipi brat, majsno minutko? Zakaj pa ne? Gled, v drugem delu imajo musical acts. Ja, marsikaj znajo, ker se rodijo z znanjem. Halo. Prenaša se potem kaj. Ne z znanjem, z vedenjem. Z vedenjem, tako. Gremlins, oziroma gremlini, kakorkoli mi to naglašujemo. Zdaj za tiste, ki mogoče ne veste, gremlini so resnična urbana legenda, ampak so urbana legenda iz 20. stoletja. Ponavadi ljudje mislijo, da je to nekaj starejšega, ampak gremlini so v resnici med drugo svetovno vojno so letalci, piloti pojasnjevali neke težave, nepojasnjene težave, ponavadi z letalom, kot da so neki gremlini gor, skratka, kaj neki kvarijo. Šlo je za to, da so A imeli pomanjkanje kisika in B imeli so izgorelost, ker so morali non-stop leteti. Tako da isto kot Aljoša Bagola, on tudi pač je napisal knjigo, ne? Da o gremlinih. Kako izgremliti gremlin? Gremlina zdaj, prosim. Ja, in ne nazadnje smo to gledali film za Chloe Moritz, kako je že bil naslov? Shadow in the Cloud. Ja, Shadow in the Cloud, tako je bil. A si ga gledal dejansko? Ja, seveda. Je v redu? Ja. Mislim. Chloe Grace Moritz je not. Ja, ona je fajn, dokler pač ta gremlin je neka postranska reč v resnici, no, ni to zdaj neki. Ampak je zanimiv za pogled. Kaj pa scenarij, ki ga je posiljevalec napisal? Ja, zveni točno to, kot da bi ga napisal posiljevalec. Gremo zdaj našim gremlinom, ki so bili še pred MeToojem v leta 1984. Gre za neko vrste, se pravi, znanstveno, fantastično, oziroma komično grozljivko, hkrati pa družinski božični film, ker gremlini pobijajo družine. Ne, mislim tudi ono gospo, ki sama živi in nikogar ne mara. Ja, no, seveda, mislim, treba je pobiti. Ok, she had it coming, no, sorry. Gremlini goral dol. Ustvarjalci so skratka režiserje Joe z najboljšim priimkom na tem svetu, Dante. Naredil je Piranho v leta 1978, pa The Howling je tudi tak znan. Drugače naredil Looney Tunes Back in Action.
2003, za tiste, ki je tako. Delo je tudi predvsej epizode antologijske serije Masters of Horror, pa The Police Squad, recimo, taka znana, kako je že to slovenščini Police Squad, oziroma Gola pištola, to je serija, po kateri, ja. Je pa film nastal iz serije. In pa Hawaii 5.0 je delal. Drugač pa Piranja, ne, je potem dobila nadaljevanje, ki se Joe Dante ni hotel ukvarjati s tem. In so enega Pig Zibnera malega dali, ki mu je bilo ime James Cameron. In je naredil ta film in potem je producent videl... In potem še kakšnega. Ne, bolj je bila scena, da je producent bil nezadovoljen s tem, da njegova punca ni dobila vloge, ali nekaj ta je odpustil Jamesa Camerona, ki je že posnel večino filma in je James vdrl v prostore studija po noči in sam zmontiral film, tako je hotel, preden bi ga oni producent, ki ni imel pojma, zajebal. James, ti... Prevratnik. No, see too deep, no, budget to sneak. Wow, ampak ja, nekaj malo z vodo. Ja. Skratka, čist. Lušna tangenta. Ja. Anekdota. Scenarist je pa Chris Columbus, ki je med drugim napisal scenarij za še en film 80-ih, ki ga enkrat moramo delati, to je The Goonies. Ja. Po slovensko Gunji. Delajo tudi... Režirajo Harryja Potterja. Režiral je tudi Home Alone. Tako Home Alone. Ja, mislim, ima kar par zarezic. Kar božične gorjače. Svoj gorjače, s katero hodi okrog. Skratka, danes se bomo pogovarjali samo o prvem filmu, tako da tisti, ki... Zakaj? Zato, ker smo tako rekli. Ker še upam, da bomo naslednjo Silvestrovo tudi. Ampak drugi film, ne, če nadaljujemo iz našega božičnega speciala, drugi film je ful proti kapitalizmu. Ja, ampak bomo delali drugega drug let. Jaz tudi mislim, da je tako najboljše. Skratka, Gremlini 2 so pol bili The New Batch, še nekaj let pozneje, ki ga pa ni, ne, še vedno ga tudi režiral. Joe Dante pripravljeni oziroma napovedani so pa že nekaj let Gremlini 3, Curse of the Mogwai. Ampak je bil na zadnji ta film napovedan za letos, decembra, in ga je kdo videl? Ne, skratka, tega filma še ni, no, tudi ga še niso začeli snemati, kolikor jaz spremljam novice in tako naprej, ampak že nekaj let napovedujejo. Pa ga bo tudi nove. Joe Dante delal? Ne, jaz mislim, da ni Joe Dante bil napisan, kar sem čekiral na zadnje na IMDb-ju. Skratka, v Gremlinih 84 igra Zach Galligan. Samo to še splača povedati. Executive producer je Steven Spielberg, kar je precej velik prsni odtis na celem filmu. To je on, ko je naredil Fablemanove. To je on. Ta svetovno znan film. Tako čisto malo ga vidiš noter v eni prvi ali drugi sceni. Res Spielberg je noter? Kar na banki ali kaj? Ne, dost cameo je noter. Res? Ni na banki, viš, ki tam na onem... Inventors Convention, ki imajo tisto sranje, se mimo pelje z nekim avtočkom. Z unim avtočkom. Tiste je bil on, tiste Spielberg. Okay. Skratka, igrajo Zach Galligan kot Billy Pelzer, Zeka v resnici kaj dost druge nismo videli kot tle. Je pa ima tak tipični American boy face. Ja, je kar, punchable. Zato pa Phoebe Cates, ki igra njegovo ljubezensko zanimanje, ali kako temu rečemo po slovensko. Ja, rečemo temu tako. Simpatijo. Je pa še igrala v Fast Times at Ridgemont High, recimo pa v Drop Dead Fred, kar tudi ni slab film. Potem imamo pa še kup nekih drugih igralcev, ki niso pomembni. Ampak noter igra tudi unfant iz Gunijev, eden od Gunijev je tudi noter, tisti, da kako najbolj prebrisan se mi zdi v Gunijih, ali kako bi človek rekel. Najbolj ciničen. Točno imaš prav, najbolj ciničen. Najbolj prebrisan je vseeno Data. Ja, točno to je tudi res, ja. To je bombica. Ja. Goonies never die. Ja, točno. S kakšnimi otročki jaz delam tale podcast, res? Nov let je, pizda. Nisem pa si izpisal, žal, kdo oponaša, pač kdo gleda. Glasove dajo? Glasove dajo. Tako bom rekel, ta glavnega za Mogwaja deva en tip, čigar imena ne poznam. Medtem ko za vse ostale... Howie Mandel je gizma. Njega ne poznam, vem, da je dobil potem zaradi te vloge precej drugih priložnosti v animiranih delih. Medtem ko vse ostale Gremline, pa mislim, glas posoja on iz
policijske akademije, ko ponaša. Kaj je že, tam na pol. kaj je že pokojen tudi, no. Res? Ja, mislim, da... Michael Winslow. Ja, Michael Winslow, thanks. Ne čisto vseh, ampak večino. Ja, kao eno polovico njih Kar je. veliko, ja. Ja. Vidim zdaj tle, ki piše. Ja. Pa res cameo Steven Spielberg, Ja. sem pa to spregledal. Potem imaš noter tega Chuck Jonesa, cameo v gostilni, v bistvu on njemu kaže risbico, ne? Tako je, tega sem videl. Jerry Goldblum, ki je glasbo napisal, je tudi... Goldsmith, ja. Goldsmith, ja, pardon. Ja. Imaš še ena parih. Ok. No, še ena taka lušna, preden gremo naprej s filmom. Ja. Še enega Gremlinov je Peter Cullen, ki je glas Optimusa Prima. Točno. To sem še nekaj prebral. Ja. Na onem science fiction, oziroma tem Inventors Conventionu je v ozadju tale časovni stroj od H.G. Wellsa, in nekdo ga skuša zagnati, in je potem hiter kader, potem pa kao montažica, v naslednjem kadru ga pa ni več in dva full tipa ta kam je zginil. Tako da full neki jokerski cameo, ala malo na ta gola pištola, veš, To moram še enkrat pogledati, to pa nisem opazil. Nisem ga videl, ampak danes na YouTubeu gledam neko review filma, ne, pa kao, kaj se noter vse zgodi, pa wow, res, kaj to... Shit, Ja, to pa res taka lušna fora. Priznam, da tega nisem videl. Tako na dva pol tipa, a je res potoval včasih. Ful so stvari v zadju cel cajt v tem filmu. In ful je takih enih popkulturnih variant, tako v... A damo najprej obnovo. Ja, Igor, daj obnova. Hotel sem še reči samo tako Back to the Future. Okay. Valjda. Ja, kar je ful en ta isti vibe. Torej, Gremlini so zgodba, ki se dogaja na Božič. In mi to snemamo za novo leto, grozno. Ja. Ker smo Božič že porabili. Za pravoslavno. Ja. Glavni junak je tale Billy, ki vozi hrošča, ki nikoli ne vžge in vsi mu težijo, da mora kupiti ameriški avto. Okay, težimo en človek, Igor. Kaj zdaj pretiramo? Unkel sem teži in ki skozi je totalni Amerikanc in samo mu se hvali za svojim ameriškim plugom. Ja. No in Billyov fotor je samozvani inventor, ki Kako samozvani, super izume. Super izume. Najboljši je pepelnik, brezdimni pepelnik, ki bo deloval takoj, ko se neha kaditi z njega. Instant hit. Ja. Meni pa je bolj všeč jajce strt 2000. Meni pa coffee maker, ne vem kaj že tisto, ki je ono prav gošče. Belato maker. Skratka, bolj na eni točki sinu, ker pač je failure, prinese tega Mogwaja, ki ga dobi v Chinatownu. Tako, ker bo povedal lastnik 3 pravila, kaj ne sme. Oziroma fantik, ki ga vkrade detku. Dedek noče prodati svinjare za $200, mislim, halo? 3 pravila, torej pravilo 1, ne jih zmočiti. Pravilo 1, ne jih izpostavljati svetlobe. Ne jih izpostavljati. Dejno, zaresni se. Zato so zginili. Drugo pa je. Drugo je, ne jih zmočiti, tretjo, ne jih hraniti po polnoči. Tako. To se mi je vedno zdelo problematično, ker vem, da obstajajo časovni pasovi. Ja, lej. Zaznajo jih malo čut za časovni pas. Kaj pa zimski čas, poletni čas? Predstavi se. To se vse orientira, oni štekajo, kje je sonce. Da, elipsija, veš, orbita. V bistvu je mene bolj zanimivo, kdaj lahko jejo, ker vsak trenutek je po polnoči. Kaj to pomeni? Ne vem, to tudi mene zanima. Ne, od jutra, ko vstanejo. Ko se zbudijo, imaš prav. Meni se tudi nov dan začne, ker se zbudim. Ja, to je edino fair. Ja. Cool. Kratka, on je čisto navdušen nad tem gizmotom, Mogwajem, ki lepo poje in je super. Žvrgoli. Ampak potem enkrat ga malo zmoči in iz njega skoči dodatni Mogwai, ki pa niso prijazni. Malo so dodgy eyes. In potem mu enkrat prežvečijo luč budilko, tako da on ve, koliko je ura in misli, da še ni polnoč in jih nahrani. In potem se spremenijo v gremline, ki so zlobne pošasti, ki hočejo delati probleme. Ja, kaos. Ja. In se spravijo delati kaos po celem tem malem mestecu, ki izgleda kot iz John Hughes filma. In med drugim ubijajo ono staro gospo, who had it coming. She had it coming, res. Zato, ker njo moti pes od glavnega junaka. Potem pa pač skupaj s tole punco, ki je soseda tam in sta si malo všeč, grejo
probata ustaviti celo zadevo. Ona ima še vmes celo travmo, kaj se je zgodilo z očetom. To je ta štorija. Ta štorija je kot z Tarantinovega filma. Res tako. Sam še mogla bi imeti uro, ker je nekdo tiho tapo nekje. Res tako, dobesedno. The best, meni je to noro se zdelo res. Kratka, oče je zginil na božični večer. Tako. Ker so mislili, da je šel po cigarete, kar je bilo v 80-ih pogosto pojav. So pač bili žalostni, ampak nič resnega, pa je začelo smrdeti in so ugotovili, da je v dimniku njegovo truplo, ker se je oblekel v božička. Probo po dimniku splezati not, da bi prinesel darila in je pomotoma se obvesil. Spodrslo mi se je vrat zelo. In to je to od te štorije. Tak. Tako. Ona ima travmo. Najbolj noro je, da v bistvu on sploh ne posluša. On vmes počne ful nekih drugih. Ona pa pol to še potencira v drugem filmu, ko ima ona še eno štorijo o novem letu. V glavnem, tu pa ona dva potem probata nekakih v šolo dobita, ker pol imaš celo sceno, da se v tej srednji šoli lovijo naokrog, ampak jeba, ko živijo v toliko fancy mestu, da ima ta srednja šola bazen. In gremlini ga odkrijejo. In skočijo not. Tega samo en. Zadnji preživeli iz tega prvega meča. On z Irokezo ali kaj. Tako. Iz Irokezo. Ta je ta najbolj šifti. In potem pač... Jih nastane, koliko tavžnit. Ravno prav. Ravno dovolj za totalni kaos. In potem naredijo celo štalo po celem mestu in pojejo tudi božične pesmice. Uživajo v filmih, so v bistvu kar ogledne stranke Štajerske beznice. Tam so še v bistvu najbolj normalni. Tako da bi prvi... Meni je najbolj noro, da je ona jim še kar streže. Valjda. A na Štajerskem pa ti nehajo. They're paying customers. God damn it. Misli, kak plačujejo? Ne vem, z toplimi pogledi. Mogoče oni ustrahujejo, da jim daje pijačo. Malo Štajerska ikebana, ti že čutiš. Ne, nori so, meni je to ta kaos, ki ga oni naredijo. Pa to, kar je Mito rekel, pač kar znajo neke stvari, berejo. Vlada. Karte igrajo. Oni imajo kar reference na pop kulturo, veš, on uživa v džezu. Tako, ne da ampak še vedno, mislim, da se skozi film kaže ta ljubezen do filma, ker na koncu so pa v kinodvorani. Skrijejo se ker čakajo, da bo dan se bo zdanilo in ker ne smejo biti na svetlobi, se skrijejo v kinodvorano. A ni to lepo? Ne, skratka, meni je ful tale film že kot otroku bil tako, kaj se zdaj dogaja. In vsakeč, ko ga gledaš, najdeš neke nove stvari not, ker je, ne ker bi bil globok, ampak ker je širok. Lepa. Mislim, ful je enih stvari not danih, nima nobenega sporočila, razen da kaos je fajn, ampak mogoče na božičen dan nehaš tem. Mislim, meni pa ima en mesec, če čist glupo po mojem, skušam nekaj analizirati, ker se mi zdi, da oni so spake božičnega duha, ker nekako on ukrade Mogvaja, on ve, da ga ukrade, ker ta malo mu reče, 5 vem počakati, bom jaz zrihto kao. In tudi, ko se na koncu vrne ta kitajski mistik, ko on reče... Not racist. Totalno not racist, itak ne. Ko mu reče, to je gospod, ki mi ga prodaja po mon denar nazaj vrče, tvič, prodaja je kar huda beseda. V bistvu je cel komentar na ta konzumerizem, božiča, ki so ga Američani grejo, ampak ni neke jasne ločnice med tem, kaj je ok za njih, pa kaj ni. Gremlini so totalni uživatorji v kaosu, nekako New Agesko bi lahko rekel, da uživajo v svojem pravem pristnem jazu. Medtem ko vsi ostali skušajo pa kaj, ohraniti duha ameriškega božiča, nekaj tazga, Coca-Cola recimo temu, in je malo tak zmeden message, ker ne veš, kaj je za to pozitivno ali slabšalno. Po drugi strani Foter skuša podkupiti svojega sina, ker je odtujen, on nosto potuje po nekih sejmih z novo neko igračko, plišasto zadevco, cute zadevo, je tudi ful narobe, je zopet kao neko reševanje družine za konzumerizmom, tako da v bistvu na en način je kritika predvsem božičnega lakomnosti, ne vem, ali pa konzumiranja. Pa tudi to, da je na božič, namesto da bi bil z družino, greš v kino, te pogubi.
Ali pa ne, tudi on gre z doma, fotor gre z doma, gre zopet na nek sejem, prodaja tiste svoje trinkets, oziroma ne vem. Kdo ima sejem na Božič? Nimam pojma, očitno Steven Spielberg. Ne, jaz strinjam se z vami, res gre za neko nebrzdano uživaštvo, ki je pač seveda totalni kontrast od pač te punce, ker pač reče, da ona pa nima duha, pa hkrati mu pove vse, koliko ljudi si samomorni skratka naredili, ker so tako žalostni. Oni so pa pač čisti nagon, pač delajo karkoli vraga hoče, pijejo, kadijo 4 cigarete naenkrat. V nekem tem smislu so tisto, kar bi mi res bili, če bi bili res veseli prazniki. Pa bi se res. To je ena interpretacija, druga pa seveda komunistična kitajska nevarnost. Ne? Veš, Chinatown je prinesel v eno malo zaspano ameriško mesto tuj element, ki ga več čas opozarja ti Kitajci, ki proizvajajo nam te gremline. Še ena pomembna stvar je, ki je sicer dosti na New York vezana, ampak tudi na druga mesta ameriška. Kitajske restauracije so edine odprte za Božič. Tudi 24-urni dinerji se zaprejo, ker pač grejo ljudje med Božič. Kitajci pa ne praznujejo Božiča, tako da imajo odprto. In kar tu zdaj ni nepomembno, ker je Steven Spielberg producent, Judi imajo nekam iti za kosilo. Na kosilo za Božič. Okay. Ker je kitajska košer. Si naročiš vegansko, pa je. Ne vem, kaj je košer v resnici. Določene živali niso. Moraš biti posebej na poseben način. Na posebej krut način. Ali pa ne moreš jesti, ne vem, rakov in pujsov in tako dalje. Tisto je halal. To je eno in isto, bolj ali manj. Ja, ampak mislim, ti si vegan, tako da whatever. Meni je vse kruto. Kako užaliti dve religiji naenkrat? Halal košar, to je vse eno, niste. In potem maničen smeh. Tega našega gremljena. Je pa noro, kjere spake so. Prav namenoma se tiste neke prodajne uspešnice plišaste igračke, ki se tudi v parih kadrih očitno vidi, da je plišasta igrača. Spremenijo po polnoči z užitjem hrane v res grozne spake. Pa imajo hkrati ful humorja. Mislim, da z njimi hangat pa žure bi bil posebej event. Razen, da te probajo ubiti. Ne, vse pa če spoštuješ jazz, pa kadiš z njimi, pa piješ, mislim, da je bilo ok. Mislim, da tista štajerska beznica bi bilo kar ok za hangat. Jaz mislim, da, dobro, odštejmo onga, kaj je že, nudista, oziroma, ki se želi razgaliti, pa onga z masko, ki s pištolo poseljuje ali nekaj, ne vem, kaj razgalja. Ker nimajo nobenih nima genitalij, ne vem, pač kak six-pack malk. Basically, ker je to narobe. Mogoče to je. Samo, to moj point je, da v bistvu, kaj je bil moj point? Ne vem. Da povabimo gremljine, pa gremo k splavarju v Duplek. Lahko biljarde igramo, pa pice imajo. Kot da si povedal, so spake. Da so spake. In tu bomo stokali, ne vem, kaj sem zgrešil. So malo podobni nekim tem demončkov iz gotskih cerkev, pa z tega. Ampak tudi... to sem hotel reči, se upravičujem. Kar to nudi, je, če se vrnem na žanr, horror/comedy. Ker je nek žanr skipping, kar se mi zdi, da za 80 niti ni bilo tako naravno. Vem, da je film imel določene probleme, ker se je tržil na nek ta božičen foro, šel je tudi okrog Božiča, istočasno z Ghostbustersi, in se malo promoviral tudi kot komedija. Se pa v drugem polovici filma z gremlini potem, it's in the title, prevesi v dost horror zadevo. Mislim, da je dost folka to malo zmetalo. Mislim, vem, da se je folk nekaj pritoževal nad temu, ampak ima pa ful teh nekih humornih for noter. Mislim, da Sam Raimi, po mojem, to je en lep učenec tega, oziroma ona ta gremlin. Mislim, point je, hočem povedati, da v bistvu v 80-ih nisi imel toliko teh primerov, kot jih imaš zdaj, naprimer Shaun of the Dead ali pa rečemo Ragnarok. Ampak ne, B-filmi so takrat začeli s tem, pa tudi Sam Raimi, on je bil 81. ta prvi Evil Dead, ki je še proper horror, ta drugi pa pol bil enkrat tu. Moj point je, da pač ni bilo toliko pogosto, v bistvu za širšo publiko, da bi bili vajeni to vrstnih branj ali pa pričakovanj, tako da razumem, da jih je lahko to nekako presenetilo,
je pa precej naravna stvar, da horor pa komedija gre ta precej naravno skupaj. Mislim, tako, rečemo kot nek dober setup za joke, je v bistvu tudi v hororju, ne? Setup pa punchline je v bistvu precej ista mehanika. Ja, to sem htel reči. Ne, sej, to je en boljših primerov, kjer to rata, zato ker je pa ful težko tonalno to doseči, ker ali ne bo strašno, ali pa ne bo smešno. In tukaj dejansko ni tako ful strašno, ampak vseeno oni ubijajo. Ja. Samo ubijajo, ne vem, na nek način, kao you had it kind of coming, kao folko. Tudi on par Fox, ki eksperimentira na enem gizmotu, ne? Si misliš, ok, ti also had it coming, proklet prasec, ne, z neko tamle injekcijo, ne, pa kao itak si zbutl, ne, ki ti je rekel, puščaš hrano ob kletki, pa vodo si polil, pa tako naprej, mislim, ni vode polil, mislim, skratka, pol neodgovorna oseba, pol še pa mu tam obljublja, se ti nem nič naredil in v tistem injekcijo ven potegne kao, in ni smrtonosno injekcijo po vrhu, ne, ki jo potem sam faše v ta zadnjo, ne. Tako da, meni se zdi, da v bistvu film ima nekako prvi del tale, recimo bolj božičen, lagoden, moment, ampak v podtalju je pa nekako nekaj par tak čudnih horror elementov, ne vem, neki brbota, naprimer, ali pa... Ja, ful tudi črpa iz starih risank, ker v teh Bugs Bunnyjih pa en kup teh stvari, ki jih je tale Chuck Jones delal, ki se tudi tu not pojavi, je bilo teh elementov, so bila bitja, ki delajo pizdarje. In je bilo nekako tak vse hkrati family friendly. In to je pač ta kaos, ki je v otrocih, ki je naravn, ki mora ven udariti. Malo so otroči, ne otroški, ampak otroči. Precej, zato sem tako rekel, kao New Agersko, pristni jaz, tako izražajo. In tako naprej. Ampak no, moj point je, da v bistvu film je strukturiran na ta dva dela, ne? In v drugem se jasno prevesivo, tudi svetloba postane ostra, poševna, kamera se včasih malo v ta Dutch angle postavi, nekaj nelagodnega se dogaja, v bistvu dosti horor teh prijemov se začne uporabljati in prikazovati na platno. Cela scena v srednji šoli je bila v full slasherji že takrat uporabljena, ne, da se lovijo gor pa dol, ne. Tako da zelo je setup na to narejen. In se mi zdi, da jim kar rata, ne? Je pa res, da je strukturiran na ta način, da pač kao, v prvem delu imaš sicer easy komične, božične scene, ampak hkrati nek podton, potem pa, ko se prevesi v horror, ne, pa si misliš, groza, te monstro, ne, to so res spake, ne, ampak hkrati pa full komedije, noter, kao, ne, tako da je nekako ok formula, ne, da skozi spelja, ne. No, to je moj point. Sta videla, kdaj je imela nočne more, potem, ko sta gledala to, ko sta bila, ne vem, 5 sklepov ali 6. Jaz moram reči, včeraj, ko sem gledal, sem bil presenečen, da ne. Ker meni je recimo ta zadnja scena, ki njega razje svetloba, pač tega ta glavnega spet, ne, se mi zdi tako res dober, proper horror narejena, pač tako res prav tako, mal je tak organski, nek kislinast, tako, res tako, mal spominja tudi te njihovi kokoni, ali karkoli pa so, mal tako na žabe, no, tako ena taka, se tudi oni so neki napol, so kar neki plazilci, no, tako, vsaj meni delujejo. Ne, jaz sem bil presenečen, jaz se ne spomnim, da bi mi to, jaz se tega vedno spomnim kot nek film, ki sem ga z veseljem kome čakal, da to gledam in se ful zabaval zraven, tako da. Jaz nisem imel, v bistvu Critters so me bolj... Critters. Ja, rečemo, da sta sorodnika, kljub temu, da producenti Critters so zatrjevali, da se niso navdihovali pri Gremlinih, da ni rip-off, ampak ima pa podobno foro, samo so alieni, ki jih potem preganjata dva bounty hunterja, ampak imajo pa isto nek horror / komedijo noter upelano, ampak oni so me bolj zjebali, ko so take male črne stvari z rdečimi okam, ki iz hrbta streljajo neke nohte ali puščice, neko tako ježevke. No, nekaj tazga. Skratka, to je meni nočna mora. Kao. Ne, tile, mislim, kako boš imel nočno mora od Jazz Gremlina stari. Prav Brunda. Moram pa reči, da zdaj, ko sem ga ponovno gledal, da pač, vedno vidiš neke nove fore, ne? Ali kjer ga Gremlina zgrešiš,
ker nisi takrat reference dojel, ali pa ti je zdaj pač smešno, da on nudist, dobro, tisti je vedno bil smešno, ampak naprimer meni je bolj grozen zdaj tisti kvazi rapist, ekshibicionist. Ja, se vem, sorry, zamešam to. Ali pa on rapist za masko s pištolo, ko je skušal vstaviti, tale mi je bil zdaj dosti bolj grozen kot pa ta mali, takrat mi je bil pač, ok, ja, pištolo ima pa masko, pa faša takoj, samo tu mi je pa bil, fuck, to je rapist, stari, ne, to je odkot njemu ta referenca, veš, mislim, ta, veš. Ja, tudi meni je bilo kar, mislim, grozljivo, ko se je pač mama od tega glavnega junaka jih loti, ker jih potamani, unga kar mikrovalovko noc stlači in prižge in unga sam raznese. Meni je najbolj noro, tale lik je kao, veš, taka gospodinja doma, topla, pa sliši direndaj v sobi in ona najprej pomisli, nož. Tako, ja, dobesedno res njena prvi odziv je fakt. Nož za me. Ja, to je to. Motherfucker. Kva to šunder. Je gledal, bolni sosedi. Ja. Pa to moram reči, da sem po tem ponovnem gledanju opazil in to res spoštujem, nekaj, kar je mogoče malo nostalgičnega, ampak je zelo 80s. Ali pa je Spielbergovijanski pristop do filma, kjer ti v prvem setupu vidiš točno vse, kaj bo uporabljeno kasneje v filmu. Meč, oni, ki pojejo zunaj, naprimer, kao, potem on bager, kino, avto, policisti, vse je tam božiček, ne, veš. Enkrat impresionirajo koledniki, oni pridejo 5, kar vejo, pa oblečeni so. Ja. Tisto s kolednikem je bilo. Kje dobijo kape, stari? Gremlin store, I guess, ne vem, Ne, tudi problem, naprimer on meč, ker ob vhodu, ko vrata zaloputno je vedno en meč pade, ki pade dol in potem, ko gremlini napadejo iz Amerike, če se namotim, on davi njo z lučkam, mami, ne, in mu potem odrobi glavo z tistim mečem, seveda, ne, in je pač ta setup se mi zdi taka neka zelo 80s fora, veš. Pa se Shaun of the Dead tudi, recimo, ko se ga preimenoma, to... Itak, zato mi je pa, veš, mislim, to so meni sorodniki, čisti sorodniki, ne, kar se tega tiče. Drugače pa ti gremlini imajo kar neke humorne istočence pa izpade, naprimer ta malko iz frača, veš, tisti ta cinični guni, ne, ko jih strela na svoji strehi, strel enega v glavo, je sicer gremlin v silhueti, ampak on pade v znak in se kar zadere, zakaj se je on zakričal, kar neki, Tako, pol pa prereže luč z škarjem, veš, in se sprašuje, zakaj njega ni stresla, ampak to je pa že on tak, ne preveč razmišljati. Ampak tudi jaz moram reči, da pač to se pa spet tudi vidi kot praktični efekt, recimo še danes v redu deluje. Ker dobro, tam, ko jih prvič pokaže tistih tavžnitkov, ko pride z bazena, prvo vidiš, kako so narejeni, prav tako slabo vse skupaj, ampak v teh close-upih oni so uporabljali ogromno lutk. To je lutk. Gizmo je pa doskrat tudi mehaničen. Se pravi, ker ga Gizmo ta res vidiš dosti pogosto celega in tako noben se ga ne dotika, ni nikjer, pač niso imeli toliko CGI-ja, da bi lahko brisali ljudi ven in ti preprosto res vidiš, koliko se to premika in tako. In meni je to še vedno tako, mislim, kolikor gledamo Groguja, pač dobro, seveda se vidi razlika, ampak razlika je verjetno postprodukcija, ko oni to te gibe mal, kako bi rekel, bolj naredijo, bolj gibke. Ampak jaz mislim, da to v realnosti, ko ga pa imaš ti na setu, pa ne vem, če zgleda kaj dosti boljš, kot pa Gizmo. Ne, jaz mislim, da... ampak tudi mislim, dejstvo je, da noben še ni probo hraniti Groguja. Tudi okopan, ne vem, če je že kdaj bil. Mogoče je mogel kaj drugega probati, kot na paglavce, celo raso. Ne, ful pride prav, ne, pa pa tak poseben humor lahko iz tega speleš, ko imaš celo lutko, ker naprimer ta Stripe/Irokeza, on po tem prvem napadu, naprimer v tistem department store, ne, v trgovini, on za skateom od surfa, potem naprej, veš ko, what the fuck, stari, ampak to je tako the coolest motherfucker ever. Jaz vedno, ko njega vidim, pomislim na Kiefera Sutherlanda v unem, ki je bil v Vampirji. Lost Boys. Ki ima podobno, nima Irokeze, on sicer da ima take svetle. Zanimivo. Jaz sem se pa spomnil na Bart Simpsona. Bart Simpson, pa še na rolka. Drugače, oni iz Gunijev ima glavno vlogo v Lost Boys. Vidiš, gledaj. It's all coming together. V 80-ih je bilo tako malo igralcev. So 4 filme naenkrat snemali.
Hotel sem še prej, da ne pozabim, ne ta grotesknost in ta mal gotskost te Gremlina je seveda tudi. Mislim, da noben ne bo začuden, če povem informacijo, da je Spielberg najprej imel v mislih Tima Burtona za ta film. Ampak potem je. Kaj, da bi igral Gremlina? Ne, Kitajca. Oh, shit. Oh, fuck. Ok, ja. Skratka. Drugi časi. Drugi časi, ja. 80-ta pač. Ja. Niso videli rase. Tako da pa tudi recimo muska ni tako slaba, meni se zdi muzika tudi v filmu zelo fina. Mislim, da to žvrgolenje od Mogwaja, od Gizmota je itak taka zelo že kultna, ne? Pa tudi takoj prepoznaš glavno temo od Gremlina, ne, malo bolj temačna, ne, z nekimi hapsikordom ali orgelcem narejeno, ne. Vmes pa te božične tone noter, ne, ko pelje, kao Silent Night imaš ene parkrat, ko naprimer ona dva prideta na sicer razdejano, a zelo prazno ulico, ne, ampak se takrat nek Silent Night noter upelja, ne. Zelo so znali takrat delati muziko, za razliko od danes. Ker recimo jaz sem nedavno gledal Aquamena in to ima najslabšo muziko ever. Okay. A se sliši kot da vse pod vodo? Da bi vsaj. Da bi bilo boljše utopljeno v tem. Okay. Ja, tudi da ne pozabimo, seveda Mogwai je v kantonščini pomeni zlobni duh, zlobna sila. Pač tako, da ne bo kdo obtožil unga škotskega benda, da je ukradel ime po Gizmotu, ker je pač to starejša beseda. Je starejša. Čeprav mislim, da verjetno je. Ne, je. Ampak tudi prikladno je za njih, ker bend, ki mi je ljub, jih poznam. To Gremlini, ja, kako ne. Igrajo jazz, da ga s tremi čiki v vsi. Vseh 7, ali koliko jih je na odru. Ne, če poznaš band, veš, da imajo rade tihe, pa potem zelo glasne pejsaže, ne, in to v bistvu nekako Mogwai, ki se preraste v Gremlina in bla nazaj, mislim, da je prikladno. No? Okay. Zato. Cool. Oziroma pa škotsko, cool. To je bilo zdaj. Nekaj slabo. Ja. Ampak poskus. Kaj še imamo v Gremlinih, sploh se povedati o prvem filmu, kaj še tako fajnega? Jaz mislim, da je epski poskus killa v Department Store od Stripa / Irokeza, kot Billija napade. Ko Billy gre potem junaško, ne, z bejzbol palcem rešiti zadevo, pa on ga zgarba. On ga orang zgarba. Ja. Mislim, da mu zmeče pa zaluča ene par zadev, pol ga z bejzbol žogica pištolo ali lučalnikom, bomo temu rekli, ga ob tla pritisne, pol mu pada malo morja palc gol, pol ga ustreli za samo strelom stari v ramo, pol pa ga napade z žago, motorko. Ne vem, če je Štilerca ali Husqvarna, ampak ki on stavi z bejzbol palca. In tista scena, tiste pa fucking creepy. Tista je pa prav borba do konca. Ampak tako jaz se spomnim, prav, ko sem to prvič gledal, je bilo tako, on ima motorno žago, ki je za les rezati, bejzbol palca je fucking les, to bo takoj skozi. Bolj tako ugotovim, to ne deluje čisto tako. Pa veš zakaj? Zato, ker je električno. In to ful premišljen rekvizit uporabljen, ker v bistvu on ga nekako Gizmo poseže, odpre neko zaslonko in presvetloba pride not, na kar se tale Stripe ali kaj že ga odnese, vrže na tla in ga tale žaga po tleh vleče, vse dokler se ne iztakne iz vtičnice. Tako da je ful je brihtno narejeno. Res nekdo je vedel, kako te rekvizitke pa vse uporabiti. Jaz ne bodo samo podariti, da kot otrok v Mariboru nisem vedel, kako točno deluje bejzbol bat, kak je narejen, zakaj tak trd. In smisla, da to pač prirežeš tako drevo, oziroma desko navadno. To je bil moj point, da me je presenetilo. Jaz sem 41 let star, pa še zdaj ne vem, kako bejzbol funkcionira. Glej, ful je preprosto. Ti pol razložim, tako kot blockchain. Super. Okay. Drugače so pač ti Gremlini zelo taki prefrigani in pretkani, ne? Ker tudi recimo na lahčih seveda na laž ga pripričajo, da jih nahrani po polnoči. Oni očitno vejo, kaj se bo zgodilo z njimi, če jih nahrani po polnoči, zato ker mu uro pač
prigriznejo in on pogleda na uro, a ni še polnoč. Ja, In to jim prinese treba poudariti. perutničke, perutnine Ptuj, valjda. Ja. Če niste vedeli. Treba je še za mlajše poslušalce razložiti, da ure so bile včasih priklopljene v elektriko, niso bile na baterije. Ne? To je Niso tudi, bile na telefonu. Ja, pa Ja. niso bile povezane na internet, da bi bile Ja. tako Ja, ja. uglašene. Ne? to je tudi v Single White Female thrillerju zelo Plot pomemben point. plot point. Ja, tako da Okay. je, če ga gledate, da boste razumeli to. Ja, ja. Ja. Je pa zanimivo, da bi ste tudi mogli, ko se potem razmnožijo od gizmota, da so takoj štekaš, da so zlobni. Ne? Vsi Ja, neki ja, ja. doge, kljub temu, da so Ja. še kao cute, kao Ja, ja, ja. nekak cute, Mm. samo da kao. Pa že takoj začnejo buljati. Ja, Ja, ta malo Gizmota, ga, ja. To oni, ko se spremenijo, veš, kaj je prva scena, kaj z njima počnejo? Pikado z njima igrajo, stari. Ja. Kot Ja. prvo, meni je bilo to noro. Ne? Skratka, odkot oni vejo Pikado? Mislim, zakaj Ja, ja. glih Pikado? Mislim, Pol psa privežejo z lučkami gor pod streho. bogi Tam, pes. no. ja, mislim, ti si izgleda res grozno. No? Ej, ta pes je najbolj tragičen lik tega filma, stari. Res. Skozi ga nadleguje. Bili ga zavrže takoj, ko fotor prenese Ja. gizmo. Ja, Tako, ja, ej, pes, fuck off, odjebi, you're yesterday's news, stari. Ampak to je še en dober mesec, kar tudi zdaj Ja, opozarjajo ja. plakati po Ljubljani, ne kupovati otrokom ljubljenčkov za darilo. Ljubljenček ni darilo. Mm. Ja. Ljubljenček je odgovornost, je Ja. prijatelj, je lahko marsikaj, ne more Ja, biti. mogoče je darilo. pa to mesec tega Ja. filma, ker v bistvu on mu tale mistični Ja, seveda, Kitajec, ne, mu Ja. na koncu pove, vi še niste pripravljeni. Ne, seveda niso, mislim, polije ga z vodo tako. Kaj drugi dan, no? Ja, Dobro, ja. polije ga sicer Ja, od cinični gunijev, gunim. ampak glej, no, mislim, da je mirno. Ja. In pa še on gleda, tako pa mu je tako fascinantno, glej te Mm. mothballs, ki pridejo ven, oziroma Ja, so v gizmu ful trpijo, on proti ja, boli ga, cepetatam, valjda. pa Mislim, če bo kar neki kriči. skrbta ven letijo Ja, kroglice. Ja. Jezus. Kar pa mimo grede je pa zdaj na grško mitologijo navezava, kot se je Atena Zeusu rodila iz glave direkt. Deep cut. Ja. Direktno povezano s Kitajsko. Jaz mislim, da je šel na hidro in odsekane glave, ker jih je pa Ne. še več. Jaz sem ona vse Ja. ne umre. Čeprav res nikjer ni pojasnjeno, zakaj so oni mogli drugačni, zato ker pač. Zato, ker vsi so kloni, ne, in niso. A ja. Ja, pa zato, ker prijajo z hrbta, ne iz trebuha. A drugače se pa mogli drugače razmnožujejo. Ja. Aha, v naravi. Če tega ne veš, Ja, sorry. To je res nisem vedel. Ja. Mhm. Ja, malo racist. ja vem. Čeprav meni mogli zdaj, ko gledam nazaj, izgledati kot grogo, če bi bil Fury. Ja, Meni je bolj pa- Furby. meni je bolj- Furby, ja. meni je bolj pokolno, Star Trek Tribbles, veš. A ja, Tribbles. Ja. Troubles with Tribbles. Ja, to je. Ja. Troubles and Tribulation. Ja, sej po nekem prvem scenariju, po prvem osnutku scenarija, naj bi tudi Gizmo postal The Stripe. Aha. On naj bi bil vodja pač njih, Oh. zloben, ampak polje so seveda ugotovili, da kako bojo pol prodali to lutko, ker je Ja. on zloben. Čeprav bilo bi boljša drama, po mojem. Ja, jaz tudi Ja. mislim, da ja. Da bi Ja, ampak- mogel bili, ne vem, se odločiti, da ga rešiti, če Ja. bi ga lahko, ali pa Tako. ubiti, naprimer. Ne, Ja, svoj- mislim, kako bi drugače lahko Kitajec pol nazaj prišel? ne, pusti Kitajca, to je Pusti- itak racist. Ja. Če ne bi bilo tega prizora, sploh ne vem, ne. če bi to film kaj izgubil. Ja. Ampak ne, definitivno mislim, Gizmo, fuck off, kaj s temi ljudmi, kaj ti počnejo. No? Pol nalaš unmo, da tisto eno kapljico, da pokaže svojemu profesorju Ja. kemije ali whatever, Ja, je on ja. model. Ja. Le kaj znam. Američani so bolj simplistični, on je science teacher. Točno. Tako da je- Saj. Ja. Kemija, Znanost. biologija, fizika v enem. Ja. Ja, ja. Pol pa žabe si tega. Ja. To Ja. domnevam, da je en tistih ljudi, ki hodijo na odmeve. Znanstvenik piše spodaj, Ja. palestinsko-izraelski konflikt. je. Gremlini so ga zakuhali. Ja. Absolutno, jaz mislim, da so gremljini krivi za marsikaj v tem Ja. življenju. Ja, Igor, ti pa nisi, a ti si se tebi, si imel nočne mora, si že bil ti. Ne, jaz sem bil ful že, ko je to vam prišlo. Mislim, jaz sem bil 7, ko je v kino prišlo, ampak jaz sem to na TV-ju gledal, kar pomeni, da je bilo, ne vem, sem bil 12 ali kaj takega, ko sem gledal. Ja, jaz tudi nekaj tazga. Sam mislim, če se ne motim, sem na VHS-u gledal. No. Ja. Kar je Jaz bolj tudi grozno še možno. zdaj, ko se spomnim. Ampak ja. Jaz zdaj ne vem, če sem na VHS-u ali na TV-ju, ampak ja, Mm. kar kasneje. Mm, Ampak ja, krasen film. čudovit. No, ta špila tudi ta mlad igralec, ki je potem v Breaking Badu Mike. On je ta pijan policist. Ja, seveda je Mike. Ja. Ja. Ja.
On je ki prideta, pa je sranje, pa bi kar šel domov. Ja, on so kar serije. Postajo. Ona dva gledata Božička, ki ga žrejo, ne, 5 gremlinov, pa mu on reče, mi dva moramo iti domov. Sur, to so ta in servisa, veš. Ja. Meni je to vedno tako zabavno v teh filmih, ko ti greš na policijsko postajo, pa on teži v gremlinih, valjda je smešno. Ampak pol ima pokaže Mogwaja. Ja. Če obstaja Mogwaj, zakaj je tak preskok gremlinom? Ja, zato, ker ne more verjeti, da ta Mogwaj, ki še mu prav tako reče, le kjer mladi lušni patriot, je sprav zastavico, pa vse. Ja. Kako je lahko to gremlina, veš? Vidiš spet kitajska nevarnost. Ja. Skrit je pod temi belo, rdečo, modro, kaj že imajo oni farbe? Veš kaj, mislim, da je njihov plan, da nas nadomestijo. Gremlinom. Super. Ja. Tako da jaz mislim, da recimo, če tuhtamo, pa da naslednje leto delamo dvojko, recimo za nov let, pa da pride vmes trojka, jaz mislim, da je to vseeno še ima kar neki lahko message. Tako, se pa mal bojim, mislim, tukaj moraš res... Jaz mislim, da tega se lahko loti en avtor, ki ve, ki ima podobno senzibilnost. James Gunn, recimo, bi bil primeren. Ampak po vsej verjetnosti... Jaz bi še Brad Birda dal noter. Ali pa... Da mora bolj delati Incredibles 3? Ne, on mi je takšen režiser za temi 80s senzibilitetama, veš. Okay, to je debata za kdaj drugič. Ja, samo ful slabe filme že tudi naredil. Se strinjam. Ali pa recimo Edgar Wright, naprimer. Edgar Wright, sekakor, ja, sem bil super, odlična izbira. Ne? Ja, ali pa on, ki je naredil Attack the Block. Sofia Coppola. Sofia Coppola, to bi bilo zanimivo. Chloe Zhao. Ja. Greta Gerwig. Ja. Kar zmečeno. Še poznata kakšno žensko, še kakšno režiserko. Jesus, res. Showing my chops. No, drugače scenarij za trojko ne bi še vedno delal Chris Columbus, no. Super. Ampak, nič drugega se pa ne ve očitno, tako da tudi režiserja stvar nima, no. Ja, no, me zanima, ne, mislim, Dvojka ima svoj komentar, mislim, do zdaj oba filma sta imela zelo ekspliciten komentar, ali je božični konzumerizem, ali pa je Dvojka se meni zdi že dosti bolj medijski konzumerizem, tako zelo postmodernistični, tako zelo... Dvojka gre v meta... Čist, hkrati je ciničen, pa smešen za popizdit, tako ful meta. To je najboljša beseda za to. Ampak dobro, bomo, ko bomo. Ne, ful se pozna tole iz Naked Gun, pa teh stvari, ki so takrat ratele in je glih pravo mero, so še znali uporabiti, pol kasneje so tele parodije šle v pač... Ja, meni že v dvojki so ene mejne, no, ne vem, tisti... Ja, ne more vse ratati. Ženska / punca, gremlin, tisto ne bo že tako, malo preveč, no. Ja, tisto z onimi resno šminkanimi usnicami. Ja. Ampak je seksi. A je? Okay. Za gremline. Ja. Za gremline. As gremlins go. Na Štajerskem 4. Ja. Super. Pardon, zdaj se še jaz oprečujem, ko sem to rekel. To. Res ne vem, kaj mi je bilo. Ja. Okay. No, upam, da bo trojka, ko bo narejena, imela vse podoben vibe, ja, ali pa pač senzibiliteto, ali pa ta logiko, da dajmo nekaj komentirati. Magari je zelo on the surface, samo ne bo nekaj tako zelo nesramnega. No. Ja. Mogoče, če bi Zack Snyder naredil, pa bi full slow motion. Ja. Oh, wow, slow motion gremlin. Ok, za Billyja pa po mojem res ne bo več v trojki, no? Ne, let's not. Ja. Let's not Billy that one again. No, če mislim, da smo naredili kratka in sladka za gremline. Jaz upam, da ste jih pogledali, no, tisti, ki ste dovolj stari, da sami plačujete televizijo. Ne vem, kam sem hotel s tem iti. Hotel sem samo reči, da tisti, pač, ki se jih spominjate, ki ste jih gledali v 80-ih, ki ste gledali to na TV, pa VHS, očitno, da ste jih pogledali še enkrat, ker to res, jaz moram reči, da res pa še pogledati kakšen tak film starejšega datuma in pol videti, da ni za nič. Pa da mogoče naši otroški spomini niso bili
travme, ali Ja. zablode. Ja, no, vsekakor ne tako njena božična travma. Ja. No, In se pričujemo vsem, ki so vam očetje umrli v dimnikih. Ja, sorry. Ja. Kaj se spomni, ti si gledal zdaj še dvojko? Kaj je v dvojki njena travma? Ne, nisem gledal dvojke, vem samo, da joke, ne. V dvojki ta njeno travmo, ki je pa niti ne novoletna, ampak za Lincolnov rojsten dan. Ja. Je že vzeto kot joke, ker ona začne, ona se ustavi, pa kar naenkrat začne ta monolog. Čist se ustavi, cel vibe filma, vse se tako ustavi. Isto kot Lele v Enki, samo tle v dvojki je potem že joke, ker on je že kar ustavi, ok, vredo je, kar sred monologa je dobro, vredo je. In sem celo danes na enem YouTubeu videl, da v bistvu igralec Bilija, ki igra, ne, da se v ozadju že krimži, ker ne more zadržati smeha, ker je res tak stupid. Kratka, počakajte dobro leto. Ja. Celo leto na naslednjo epizodo, ko bomo govorili o Gremlinih 2 in boste zvedeli, kaj je ta joke, ali pa pogledajte seveda prej sami. The longest setup. Ja. Bomo kar odprli tisto epizodo, naslednjo silvestrsko s temle. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 175. epizoda. Počasi se bližamo 200, ko bomo mogli nekaj posebnega, norega, nepozabnega, fantastičnega narediti, ampak še ne vemo točno kaj. Če imate kakšen predlog, pišite nam. Telegram pošljite. Poslušali ste podcast, ki se Zapojte nam pod oknico. Shit. Rajšne. Na ime Obot. Christmas Carol, od spodaj. Ja, Jezus. Dobesedno. Podcast za serije, filme, risanke, špile in knjigo se žanrov F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor, ne globok, ampak širok Harp, Mito Žvrgoli Gegič in Aljoša Košer Harlamo. Tole epizodo smo posneli pri meni doma, kjer miši plešejo. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljate platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če dajete vašim ljubljenčkom hrano po polnoči, vas bomo zatožili Robertu Golobu in bo osebno prišel in vam povečal račun za elektriko, ter vam odzel vse domače živali in veselje do slovenstva. Oh, wow. Kaj? Podcast Obot. Robert Golob, zakaj? Podcast Obot, najljubši podcast vaših politikov. Na Twitterju nas najdete kot @podcast Obot. Tile avtorji so vedno slabši. Ja, na Facebooku, Instagramu, podcast brez skojem, ampak brez pikice vmes v Obodu. Tam so pikice namreč. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav, oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu te objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem mogočem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo, ali bomo konzumirali sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mreže še vedno tudi delimo rajce, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smete vse vprašanja, pripombe, komentarje, pritožbe čez kitajsko robo. Te boste zdaj ogromno dobili za praznike. Predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je že 175. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti 9. januarja v že novem letu 2024. O čem se bomo takrat pogovarjali, seveda še ne vemo, to je šele naslednje leto, ljudje. Zagotovo kaj zanimivega in žanrskega. Vse do takrat, vas do takrat še kako drugače obvestimo in se poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost, zdaj pa vam bomo odštevali do novega leta in vam bomo tudi, ko bomo objavili tole epizodo, to boste zdaj že videli, ampak jaz pojasnjujem, vam bomo tudi povedali, kdaj morate začeti poslušati, da boste točno ujeli odštevanje ob polnoči. Skratka, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Srečno let, ljudje! In ljudi ne. Ne, mi to ne jest tega! Jaz ne morem. Če si rekel, da ne tako. Super je. Mi to najboljši gremlinovski smeh. Jaz moram reči, hvala za to.
Koledarsko leto je mimo, res imejte se fajn, upam, da ste imeli super leto za vami, pred nami je pa še boljše leto, jaz mislim. Definitivno. Ja, boljši filmi, Dune pride, dvojka, pride, kaj še pride, smo rekli, Mad Max pride nov, The best. Ja, tako da kup stvari, mi se zelo veselimo in kome čakamo in upam, da da nas boste zvesto poslušali tudi v letu 2024. Obsorej. V najboljšem letu, kar je bilo let v zgodovini let človeštva. Dobro, okay. Mal si na hype. Ja, zdaj je kar visoka stopnička. Mislim, ko bomo delali Gremline 2, moramo to zdaj nekaj. Ja. Kratka, imejte se fajn, na zdravje, srečno nov let ljudje in ne pokajte petard, to straši Gremline. Ja, ni hao. Ok. Ciao. Okay. Magpie.